Člani skupščine so na svoji ustanovni seji za predsednika Gospodarske zbornice Slovenije za naslednje mandatno obdobje izvolili Marjana Mačkoška, glavnega direktorja podjetja Štore Stil. Gospodarska zbornica mora ponovno stopiti na ustrezno mesto v slovenskem prostoru, mora postati tretji močen steber. Na eni strani imamo sindikate, na drugi strani imamo vlado ali pa politiko in na tretji strani mora biti gospodarski sektor. Za novega predsednika skupščine GZS je bil izvoljen Radovan Bolko, Kolektor Grup, za člane nadzornega odbora pa magistr Vojmir Urlep, magistra Danica Kos, Marjan Mateta, Janez Bijol ter Igor Smrajec. Gospodarska zbornica Slovenije je kritično ocenila vladni nacionalni reformni program. Gospodarstvo je od politike pričakovalo, da bo načelne cilje za krepitev konkurenčnosti in zdravja javnih financ podprla s konkretnimi ukrepi in merljivimi cilji ter odgovornimi nosilci za izvedbo ukrepov. Skratka, da je gospodarski rasti in temu, kako bomo mi naredili Slovenijo tako konkurenčno, da bo v Sloveniji posel našel ustrezne priložnosti, posvečeno v reformnem programu premalo prostora. Gospodarska zbornica Slovenije je ponovno poudarila, da gospodarstvo ne more pristati na nikakršno redefinicijo minimalne plače v smislu izločitve dodatkov na pogoje dela, saj so obremenitve stroškov dela v Sloveniji že tako previsoke. Zato še enkrat poudarek. Država naj naredi tisto, kar je vseskozi v zadnjih letih obljubljala, in izpelje davčno reformo in zniža obremenitev stroška dela, še posebej v delovnem razmerju. Več kot 160 gospodarstvenikov se je udeležilo 4. vrha malega gospodarstva v organizaciji GZS. Pregled prednostnih ukrepov vlade iz agende malega gospodarstva do julija 2016 je uvodoma podal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Posebej pa se mi to zdi pomembno, da smo in da postanemo nosilec aktivnosti na področju, ki vodijo večjo konkurenčnost. Tukaj je na prvem mestu zmanjšanje administrativnih ovir. Predstavnik Evropske komisije Roger Hevenit, doktorica Sabina Koleša in Aleš Kantarut iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so nato predstavili možnosti dostopa malega gospodarstva do nacionalnih in evropskih virov financiranja. I think the SME window we have under the investment plan for Europe and more specifically the European Fund for Strategic Investment will be fully used by all the SMEs and the intermediaries here in Slovenia. V odprti banki na dan dogodka so svetovalci 6 bank v individualnih razgovorih gospodarstvenikom predstavili svoje posebne ponudbe za financiranje malih in srednjih podjetij. O tem, kaj podjetniki s pomočjo spletnih orodij Stop birokraciji in poslovni SOS poročajo vladi o absurdnih predpisih in birokratskih postopkih ter kako vlada pristopa k razreševanju teh problemov, je na novinarski konferenci na GZS spregovoril minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Direktor Ukoma Boštjan Lajovic pa je predstavil spletni projekt Predlagam vladi, ki uspešno deluje že 5 let. In pa še ena bolj dolgoročna zadeva, ki pa tudi mene osebno zelo žuli, da tudi v državni birokraciji začnemo konkretno drugače razmišljati. Kajti razumeti moramo, da je državni aparat servis državljanov in servis podjetjem. Slovenija 5.0 predstavlja ukrepe, usmerjene v večje število delovnih mest v industriji in povezanih panogah. Na prvi konferenci, ki jo je na to temo organizirala Gospodarska zbornica Slovenije, so govorci predstavili prve predloge za manifest industrijske politike, ki ga bo GZS objavila jeseni na vrhu slovenskega gospodarstva. Manufacturing technologies mora država vzpodbujati, ravno zaradi tega, ker ima ta multiplikativni učinek. Uredba o biocidnih proizvodih je bila osrednja tema mednarodnega simpozija o biocidih, ki ga je soorganiziralo GZS, Združenje za kemijsko industrijo. Kako zakonodaja okrog biocidov sodeluje oziroma je odvisna od drugih kemikalijskih pravnih zadev, kot so na primer REACH ali pa CLP regulacija. V delavnici, ki jo je pripravila GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, so predstavili problematiko razvrščanja, pakiranja in označevanja materialov pri proizvodnji cementa in betona, pri vgrajevanju betona ter zagotavljanju varnosti zaposlenih. CLP uredba na področju mokrega betona in cementa predstavlja nekaj novosti, ki jih do zdaj tovrstni uporabniki in pa proizvajalci betona predvsem nekako sploh niso poznali.
GZS, zbornica računovodskih servisov, je na novinarski konferenci predstavila standard izvajalcev računovodskih storitev, s katerim želijo prispevati k ureditvi in dvigu kakovosti dela v dejavnosti računovodskih storitev. Ker menimo, da je ta dejavnost preveč pomembna za podjetja in za poslovno okolje, da bi jo lahko upravljal kdorkoli. Na posvetu, ki ga je skupaj z veleposlaništvom Indije v Sloveniji pripravil Center za mednarodno poslovanje GZS, so bile predstavljene aktualne poslovne priložnosti v Indiji, predvsem na visokotehnoloških področjih. India has now overtaken China in terms of growth, and we would wish to welcome Slovenia to partner us in that growth. Na mednarodni konferenci 4. dan Afrike je o novih razvojnih izzivih črne celine v sklopu 5 tematskih panelov razpravljalo več kot 100 slovenskih in afriških poslovnežev. Varnost je boljša. Najbolj pomembno pa je, da je svet in posebej arabske države pripravljena financirati Egipt. Predstavniki Evropskega združenja EABC in slovenskih podjetij so na poslovnem seminarju v organizaciji GZS, Centra za mednarodno poslovanje, slovenskim podjetnikom predstavili Tajsko kot vstopno točko na trge jugovzhodne Azije. The business opportunity for European SME is rather diverse in Thailand, based on our strategic location, also right in the middle of Southeast Asia. Na regionalni gospodarski zbornici Celje so podelili prva letošnja regionalna priznanja GZS za najboljše inovacije. Podeljena so bila 4 zlata priznanja, 6 srebrnih in 5 bronastih ter 4 diplome. Smo inovativno nastrojeni. Edina pomanjkljivost, ki jo sam vidim, je, da razmišljamo na premalo. Ustrašimo se res velikih idej. Pač je tu posledica, da rastemo, lahko bi pa z mogoče malce širšim pogledom in malce več poguma nastalo tudi kakšno svetovno konkurenčno podjetje na podlagi inovacije, ki bi samo podalo.